Marina iz mojolupi.com tole. Za danes sem ti pripravila prav poseben video in sicer ti bom v njem pokazala kar 3 ideje, kako lahko pripraviš simpatična in lepo zavita darila, ki pa so povrhu vsega še zdrava. No, kar začnimo s prvim darilcem, ki izgleda takole, kot ga vidiš na sliki. Mogoče izgleda res malce zelo bogato in komplicirano, ampak je zelo enostavno za izdelavo in kar začniva. Najprej sem vzela tole simpatično kartonasto škatlico, ki jo bom sedaj okrasila, da bo izgledala tako kot na sliki. Že prej sem si pripravila tele krogce, ki mi bodo služili pri dekoraciji in izrezala sem si 4 različne. Najprej se bom lotila okrasitve pokrova. Vzela sem tale moder krogec, ki je skoraj tako velik kot sam pokrov škatlice in nanj sem že prej nalepila obojestranski lepilni trak, saj z njim najlažje lepiš takšne velike površine papirja. Lahko lepiš tudi s tekočim lepilom, vendar se ti pri njem hitro zgodi, da se ti vse skupaj naguba in ne izgleda tako lepo. No, potem pa bom na tale moder papirček prilepila še tale krogec, ki sem ga izrezala iz potiskanega papirja. Tu pa pazim, da je rob oziroma tale moder kolobarček, ki nastane, enakomeren po vsej površini in ravno tale moder papirček spodaj mi da tak čudovit videz in še bolj poudari tale potiskan papir. Prav tako bom v notranjost škatlice in pa pokrova nalepila napis in sicer na pokrov bom prilepila napis tako v narekovajih z navodili za zdrav zajtrk, v notranjo škatlice pa bom prilepila papirček, na katerega sem kar z roko napisala posvetilo. No, sedaj pa se lotim še stranice same škatlice. Izrezala sem si takle dolg papirček, ki je prav tako potiskan oziroma z vzorčkom in nanj prav tako nanesla obojestranski lepilni trak in sedaj ga bom prilepila na sam rob oziroma na samo ploskev škatlice. Zdaj, kako široko sem odrezala ta papirček, sem si izmerila, tako da sem pustila pokrov škatlice gor, saj ne rabim tam papirčka, kjer je potresen oziroma kjer je čez pokrov. Vse skupaj takole prilepim in seveda pazim, da se mi robovi lepo stikajo, oziroma da mi vse skupaj ne striže. No, v notranjo škatlice pa bom pospravila malincine goji jagode in pa prav tako malincin kokosov sladkor in pa čija semena, ki so čudovita in zelo slastna. Zdaj vse skupaj pa sem zapakirala v take simpatične mini stekleničke, dodala še napis, kaj v bistvu sploh je v stekleničkah, to so čija semena in pa kokosov sladkor, dodala še čipko in pa tole bombažno vrvico, da sama steklenička lepo izgleda in vse skupaj bom takole lepo pospravila v samo škatlico in to je v bistvu pripravljeno za en slasten zajtrk, zdrav zajtrk. Še kot rečeno, na pokrov bom prilepila še tale navodila za pripravo slastnega zajtrka in ker je goji jagod kar precej, jih lahko obdarovanec oziroma obdarovanka popapca tudi z malico in si tako nabere energijo za preostanek dneva. Takole pa izgleda sama škatlica, ko jo zaprem in lahko bi jo v bistvu uporabila že kar tako. Še prej pa bom na sam pokrovček ob strani prilepila še tole čipko. Načeloma bi lahko to spustila ali pa prilepila tudi prav tako papirček, ampak če nalepim čipko, vse skupaj izgleda veliko lepše in veliko bolj dokončano. Samo čipko pa lepim kar s silikonsko pištolo in silikon nanašam po delčkih, zato da se mi vmes ne posuši in na tak način se mi sama čipka zelo lepo prime. Tisti odvečen del čipke pa potem takole samo odstrižem z ostrimi škarjami, da se mi sama čipka ne nacufa in sama škatlica je končana. Jaz sem potem šla še korak dlje in sem okrasila še sam pokrov, ampak lahko bi komot uporabila tudi samo tako škatlico. No, za sam pokrov sem najprej vzela tole vijugico, ki sem jo izrezala z rezalno šablonico, dobiš pa jo tudi, če si vzameš komplet za pripravo slastnih darilc, ki ga boš našla, če klikneš spodaj na opis. No, in potem, ko sem prilepila
tole vijugico, bom s silikonsko pištolo prilepila še tele čudovite papirnate rožice, katerim pa sem prej odrezala vse peclje. Uporabila sem eno večjo rožico in pa 2 manjši rožici. In kot že rečeno, vsem 3 sem odrezala peclje. Zakaj jih režem sproti? Zato, ker se lahko zgodi, da če bi odrezala vse peclje naenkrat, da bi se mi vmes, ko bi rožice v narekovajih čakale, da jih prilepim, podrle in na tak način bi bila rožica uničena. Če pa peclje režem sproti, pa samo rožico s prsti držim skupaj in ko nanesem tale silikon s pomočjo silikonske pištole, mi rožica lepo ostane takšna, kot mora biti. Ker bi bila sama škatlica malce pusta, če bi uporabila samo rožice, bom dodala še tale bannerček oziroma tagec, na katerega pa bom s štempilko odtisnila napis v slovenskem jeziku, in sicer piše Diši po praznikih, ki je ravno pravšnji napis za prihajajoče praznike in pa seveda za tole slastno darilce. Zdaj, jaz sem tole odtisnila, lahko pa si tudi napis tiskaš na računalnik oziroma s tiskalnikom in vse skupaj potem obrežeš. Jaz bom naredila kar takle, oziroma obliko takca, tako da sem 2 kota kar s škarjami odrezala stran po diagonali in na tak način tvorila tale simpatični tagec, ki ga bom zataknila za samo rožico in prilepila na škatlico. Zdaj, ker sem odrezala malce premalo papirja stran, lahko to še vedno popravim. Večji problem bi bil, če bi odrezala preveč, zato je boljše, da odrežeš manj in potem popravljaš, tako da dobiš primerno dolžino. No, sam tale tagec pa bom prilepila s 3D penco, ki jo bom nanesla samo na sredino, tako da bo sredinski del malo višji in bom na tak način dobila takle simpatičen valček, ki mi bo sam bannerček z napisom še malce polepšal oziroma mu dodal tisto pikico na i. No, po robu pa bom prilepila z obojestranskim lepilnim trakom, tu pa bi praktično lahko uporabila tudi tekoče lepilo, vendar sem jaz malce neučakana in se meni ne da predolgo čakati, da se mi lepilo posuši, zato najraje uporabljam kar obojestranski lepilni trak. Kot že rečeno, vse skupaj prilepim potem na škatlico in to na takšen način, da imam vrhnji del oziroma sredinski del malce privzdignen in prav tako sem malce zavihala tisti robček pri črki P oziroma kjer se samo besedilo začne. Da bo sama škatlica popolna in lepo zapolnjena, pa bom dodala še tale trakec oziroma kar vrvico v naravni barvi, ki sem jo takole zvila. Tu ni nobene posebne umetnosti, samo zviješ vrvico po želji, lahko bi v bistvu tudi jo razrezala, tako da bi imela kot nekakšne nitke in vse skupaj bom potem takole skrila pod rožico in pa prilepila kar s tekočim silikonom oziroma s tole silikonsko pištolo, da bo vse skupaj lepo držalo in seveda, da se bo vse skupaj hitro posušilo. In takole izgleda sama škatlica, ko je gotova. Odstranim še tele, tako v narekovaju, pajčevne, ki nastanejo zaradi silikonske pištole. In škatlica je gotova in čaka, da jo podarim prejemnici. V notranjosti, kot že rečeno, slastne goji jagode iz malince in pa čija semena in kokosov sladkor. No, sama prvo darilce je gotovo, pa pojdimo kar na drugo darilce, ki je pa precej bolj enostavno, saj tule prvič ne potrebuješ ne vem koliko pripomočkov, kot drugo pa je veliko hitrejše gotovo kot samo prvo darilce. No, vzela sem kovinsko škatlico, ki ima prozoren pokrovček in vanj bom stresla zopet tele slastne malincine goji jagode in z njimi zapolnila celotno škatlico. Seveda sem prej samo škatlico oprala, prav tako imam čiste roke, ker seveda ne želimo, da bi naši prejemniki dobili umazane jagode. No, vse skupaj zaprem. In tako kot sem že prej po stranici zavila, v bistvu lahko rečem zavila oziroma prilepila na stranico škatlice takle trakac, bom to storila tudi tokrat.
In tokrat sem pa vzela malce manjši trakec, kot bi ga rabila drugače, zaradi tega, da ti pokažem, kako lahko takšno zadevico hitro rešiš, ker konec koncev to je taka drobna napaka, ki jo bo sicer redko kdo videl, ampak mene pa zelo moti, zato bom tole napako prikrila tako, da bom čez prilepila še en papirček, na katerega sem otisnila zopet napis Diši po praznikih in odrezala sem ga enako široko, kot pa je sam papirček, s katerim sem ovila samo škatlico. No, tudi ta papirček prilepim kar z obojestranskim lepilnim trakom. Ja, tudi tu bi lahko uporabila tekoče lepilo, vendar kot že rečeno, meni se ne da čakati, da se posuši, poleg tega pa je na tak način veliko manjša možnost, da se mi sam papirček naguba. No, sam papirček lepo poravnam, tako da bo prilepljen lepo naravnost in da bo vse skupaj izgledala profesionalno, zavito. In ko je sam papirček prilepljen, postavim oziroma zavijem samo še trak, ki pa ga bom zavila v 2 delih, ker je na tak način najlažje zaviti okrogle škatlice. Prvi trak poveznem takole čez pokrov in ga bom na spodnjem delu kar lepo prilepila s silikonsko pištolo in se na tak način ne bom matrala z zavijanjem oziroma da bi sam trak lepo enakomerno porazdelila po vseh 4 delih. Kot že rečeno, spodnji trak prilepim z silikonsko pištolo najprej en krak in potem še drugi trak in odvečni trak seveda odrežem stran. Jaz sem uporabila malce širši satenast trak, uporabiš pa lahko praktično katerikoli trak, ki ga imaš doma pri roki. Lahko pa to narediš tudi z vrvicami, ni tako nujno, da imaš trak. No, ta drugi trak pa bom nanesla pravokotno na prvi trak in ga bom prekrižala na vrhnji strani in sicer tako, da bom en konec traku nanesla pod samim trakom, ki smo ga prej prilepili na samo škatlico, saj bom na tak način ustvarila videz, kot da sem uporabila samo en trak in ne 2. Naredim še mašnico in samo en nasvet, kako lepo zavečeš mašnico. Pri zavezovanju mašnice ni neke prav posebne tehnike, tule prvič vaja dela mojstra, drugič pa lahko mašnico popravljaš toliko časa, dokler ne dobiš tiste želene oblike. No, potem pa sem samo še odrezala krake in sama škatlica je gotova. Zelo hitro in enostavno narejena, poleg tega pa lahko tole kovinsko škatlico prejemnica ali prejemnik uporablja tudi naprej, tako da vanjo skrije oziroma pospravi malico v službo ali pa če gre na kakšno potepanje. No, in smo že pri zadnjem darilcu. Tokrat ne bomo uporabili škatlice, ampak si bomo naredili svoj miks jagod in pa oreščkov. Seveda sem tudi tokrat uporabila slastne jagodke in pa oreščke iz malince. Povezavo do njihove spletne strani ti bom pripela tudi spodaj v YouTube opis in pa našla boš tudi na našem blogu. In najprej sem vzela goji jagode in pa tole celofan vrečko z ravnim dnom, ki jo takole streseš v samo vrečkico in enako storiš potem še z ostalimi jagodkami in pa oreščki, tako da dobiš tak lep kontinuiran oziroma take lepe plasti jagod in pa oreščkov. Samo vrečko potem zaprem zopet z satenastim trakom, ki je zopet malce širši. Zdaj sama širina traka ni čisto nič pomembna, uporabiš lahko tanjši, širši, to je čisto po želji, kakor ti je ljubše. In tudi tule zavežem mašnico in kot že prej rečeno, se z njo malce poigram, tako da dobim takšno obliko, kakršna mi je všeč. In jo na koncu dobro zategnem, da se mi vse skupaj ne bo odvezalo. No, potem pa sem na en papirček otisnila še voščilo in ga prilepila na malce večji papirček, tam kakšne 4 do 5 mm večji, tako da dobim tak lep rumen oziroma tak vaniljasto kremast rob in vse skupaj potem zopet z obojestranskim lepilnim trakom takole prilepim na samo vrečko. Zdaj, ta del lahko tudi spustiš
ali pa natisneš voščilo kar s tiskalnikom, jaz sem uporabila štempilke. Zelo lepo pa pride tudi, če tegale voščila ne prilepiš, ampak uporabiš samo plasti, ki smo jih tako lepo oblikovali. No, za pikico na i, oziroma ker sem na vsak način želela podariti še čija semena, ki pa jih nekako ne bi mogla spraviti znotraj vrečke, pa sem jih takole zapakirala v tole mini stekleničko in okrog samega vratu zavezala še tole vrvico, ki je prav tako v naravni barvi, in samo vrvico potem takole zavežem okrog oziroma pod tole mašnico, tako da na tak način fiksiram še stekleničko na samo vrečkico s telemi dobrodicami, z goji jagodami oziroma z jagodami in pa oreščki. In takole izgleda same tele plasti, tako da je v bistvu na sprednji in na zadnji strani sama darilna škatlica čudovita. Tole so bili moji 3 predlogi za slastna in zdrava darilca za novo leto. Če želiš še kakšen dodaten predlog oziroma če ti to ni dovolj, potem pa obišči tudi naš blog, povezavo do njega ti bom pripela spodaj v opis, in tam te čaka še ena brezplačna e-knjiga, kjer dobiš še dodatne 3 ideje, kako lahko še zaviješ oziroma pripraviš zdrava in pa slastna darilca za novo leto. Vsi uporabljeni izdelki se dobijo ali na spletni strani mavelu.com, tule boš našla vse ustvarjalne pripomočke, ali pa na spletni strani malinca.si, kjer pa te čakajo zdrave dobrotice. Tako, najlepša hvala za tvoj ogled in želim ti en res fantastičen dan še naprej. Čau, čau!